Spoštovane gledalke in gledalci, na Moravški občini smo in tokratni gost, župan pred mikrofonom, sta pravzaprav dva gosta, gospod župan in direktorica občinske uprave. Pa najprej sprašujem gospoda župana, gospod župan, vrsta projektov se v vaših krajih v tem obdobju odvija. Večkrat smo že govorili o tem, pa tudi danes je mogoče pametno, da razložite, kateri projekti vse potekajo. Hvala za to vprašanje, ker mi date priložnost, da vendarle našim gledalkam, gledalcem povem, da se vsa ta velika dela počasi približujejo svojemu uspešnemu zaključku. Nekje smo že zelo blizu, nekje bo treba še nekaj mesecev potrpeti, ampak lahko rečem, da so gradbinci vzdržljivi. Še posebej se pa zahvaljujem potrpežljivosti moravških ljudi, ker smo letos občino kar nekoliko spremenili v gradbišče. Celo občino zaradi optike, poleg tega pa predvsem središče Moravč in okolico Vegove ulice, kjer se je na veliko gradilo in ljudje so z menoj vred trpeli in potrpeli vsa ta velika gradbena dela in vnaprej jim lahko obljubim, da bo zdaj nekoliko mirneje, čeprav to ne pomeni, da ne bomo nadaljevali z razvojnimi projekti v občini, ki so pred nami. Drugače pa, tako kot ste povedala, dom starejših občanov je pred zaključkom, tako da pričakujemo njegovo odprtje nekje po novem letu, z novo ekipo, z varovanci in skratka odprt bo dom, ki bo polno zaseden. Poleg njega bo nova lekarna, veliko večja kot doslejšnja in v pritličju, tako da bo vsem dostopna in skratka bo tudi v višji kategoriji in bo se dalo dobiti več zdravil. Nadaljujemo z gradnjo, zaključujemo filtrirane naprave na hribu nad plesom, kar pomeni, da bo zdaj oskrba z pitno vodo varna, da ne bo več zapiran ali pa prekuhavan vode, ker bodo te filtri poskrbeli za to, da bo voda čista. Poleg tega bomo zagnali rezervno vrtino Ples 2, ki bo v primeru morda kakšnih motenj vskočila v igro, kadar Ples 1 ne bo dobro opravljal svojo funkcijo, dobro je imeti rezervo. Potem nadaljujemo z gradnjo in tudi že peljemo proti koncu s čistilno napravo za celotne Moravče, ki ima dvakratno kapaciteto prejšnje in bo lahko torej se na to čistilno napravo priključila tudi kanalizacija, ki jo na novo gradimo v sosednji vasi Čečnice pri Moravčah, ker tudi nekje računamo, da bomo okrog novega leta pa nekoliko po njem zaključili s to investicijo. Tako da bom rekel, to so za našo občino velika dela. En del se financira iz občinskega proračuna, večji del pa smo z ekipo pridobili sredstev, torej strani držav, oziroma bolj rečeno evropskih sredstev preko raznih razpisov. Tako da lahko rečem, da smo v tem mandatu, če štejem tu še športno dvorano Primoža Peterke, dom starejših občanov, kanalizacijo, pa še kakšno drobnarijo smo nekje na to, da smo dobili 25 milijonov evrov, kar je ogromen denar, glede na to, da naš občinski proračun ne presega 7 milijonov evrov. Tako da smo, kar se tega tiče, uspešni. Zadnja zadeva, ki bi jo pa omenil, je pa meni še posebej pri srcu, to je, se pravi, obnova trškega jedra, starega jedra Moravč. Ta je zdaj v resnem projektiranju, pričakujemo gradnjo prihodnje leto, ampak vendar se je že začelo, tako da zdaj lahko rečem, da v teh dneh zaključujemo popolno prenovo parka slovenske samostojnosti, kot sem omenil, v središču Moravč. Naslednje leto pa nadaljujemo potem z obnovo trškega jedra, kjer bomo ta del zaprli za promet in bo namenjen potem za družbene in družabne dogodke, za kmečko tržnico, prireditve in podobno. Tako da vse skupaj en lep nabor
sprememb, bom rekel, življenja v Moravški dolini na bolje, in mislim, da je to tisto, kar ljudje od nas pričakujejo in so tudi pravzaprav vredni tega razvoja. Tako da s tem tempom bomo tudi nadaljevali v prihodnje in kar se tega tiče, moram reči, da Moravška dolina krepko koraka skozi 21. stoletje in pridobiva tista mesta, ki jih je včasih izgubljala, zdaj pa lahko rečemo, da je to vendarle že kar spodobna občina z nekaj razvitimi uslugami in servisi. Tako da ne bom rekel, da samo hvalim, so še vedno problemi, težave, ampak vendarle jih premagujemo in pomembno je, da na koncu pokažemo ljudem, kar smo se dogovorili, to smo tudi zastavili in to smo tudi zaključili in to ljudje spoštujejo in potem in tudi cenijo. Ker ste v svojo pripovedjo segli že v leto 2026, imate gotovo že natančno razdelan proračun za prihodnje leto. Svetniki ga bodo obravnavali v drugi polovici septembra. Pravite samo enoletni proračun, zakaj? Več o proračunu bo povedala gospa direktorica, ki pravzaprav sestavlja to pomembno zadevo. Dokument je ravno zdaj v nastajanju. Pomemben je zato, ker preprosto v ta proračun damo vse projekte, ki bomo naslednje leto financirali. Nekaj bo zaključevanja projektov, ki so zdaj v izvedbi, nekaj bo novih projektov. Enoletni proračun pa smo se odločili zato, ker s tem nekako pridemo v sklad z ritmom države in državnih dvoletnih proračunov. Doslej smo nekoliko strigli, niso še znani podatki za leto 2027, tako da smo se odločili, da bomo za leto 2025, kot dobro gospodar, pospravili za sabo in naredili en rebalans proračuna, potem pa še v sprejem za leto 2026, potem pa ujeli ritem tudi večine občin, predvsem pa države, ker moramo tudi mi, ko sestavljamo proračun, vedeti, kakšni so pogoji, ki nas čakajo v prihodnjih letih. Tako da to je glavni namen, drugače pa, se pravim, bom prepustil besedo gospe direktorici, pa bo ona veliko več povedala. Mogoče samo še beseda dve na temo stare moravške politike. Koga bolj jezi, vas, ljudi, samo sebe? Lahko rečem, da se sam ne vznemirjam, zamahnem z roko, kajti to so prazne marje. Ljudje so zamudili priložnost, da bi častno odšli iz svojih funkcij in ljudje jih poznajo, vedo, kdo so to. Stara moravška politika je 14 let pravzaprav neučinkovito vodila to občino, ni bilo pravega razvoja, premalo je bilo investicij, nobenih sredstev, ki bi bila dodatna in bi krepila naš razvoj. In zdaj težko sprejmejo, da se je situacija zelo spremenila, da se pod novim županom ogromno gradi in se bo še gradilo. Škoda je, da pravzaprav nagajajo, mečejo polena pod noge in da ne najdejo več nobene konstruktivne vloge. Tako da jaz mislim, da bodo naše občanke in občani kot volivci znali to oceniti in jih poslati tja, kamor sodijo, se pravi v neko zgodovino, ki jo bomo pozabili. Prej ste rekli, pospravili za seboj. Do lokalnih volitev je še dobro leto, ampak vendarle je kdo zastrigel z ušesi in vas kar zdajle že vprašam, nameravate še enkrat kandidirati? No, ta odgovor bom uradno dal čez nekaj mesecev. Slišim, da ljudje govorijo dobro o našem mandatu, o moji ekipi. Ne gre samo zame, v bistvu se bomo pogovorili z ekipo, pa tudi z, bom rekel, strankami, ki so me doslej podpirale in na koncu se bom uradno odločil. Res pa je, da imam še vedno veliko motivacije in dovolj energije za to, da ta razvoj Moravč nadaljujemo v tem tempu. Konec koncev je še ena velika stvar, ki mi ostane na tem spisku neuresničenih velikih projektov,
To je projekt, ki ima dolgo sivo brado, skoraj 50 let, in to je zahodna obvoznica mimo Moravč. In želim si, da bi tudi ta projekt prišel v uresničitev, da umaknemo težek tovorni promet iz centra, da s tem obvarujemo naše otroke, šolarje in da poskrbimo, da star del tega težkega jedra prenovljen ohranimo za bodoče generacije. Tako da moj odgovor je, da bom dal odgovor v pravem času in da bodo ljudje razumeli, kaj želim s tem sporočiti. Hvala lepa na to vprašanje. Gospod župan, hvala za pogovor. Hvala vam za vabilo. Gospa direktorica, v luči financ gledano, kako potekajo letošnje investicije in tiste, ki so pred durmi, torej v prihodnjem letu? Sestavljate proračun v tem obdobju, ki ga bodo svetniki dobili na mizo v drugi polovici septembra. Kakšne so številke? Hvala za vprašanje. Trenutno najbolj očitna gradnja prenova Vegove ulice bo zaključena v roku enega tedna, tako da se tudi jaz zahvaljujem vsem za potrpežljivost, predvsem staršem zaradi dolgega obvoza po makadamski cesti, ampak krajše oziroma druge možnosti ni bilo, bo pa zaključeno zdaj v roku enega tedna. Finančno bomo seveda zaprli to konstrukcijo za letos. Smo pa ravno na temo prometa. Na sejo konec septembra gre sprejeta občinsko celostna prometna strategija, v kateri je zarisan 7-leten plan za naprej. Je pa to tudi pogoj, da lahko že za prenovo Vegove prva faza, prenovo Vegove druga faza, ki bo naslednje leto, in za zaprtje trga za promet s prenovo se javimo na razpis ministrstva, pa računamo na 80% sofinanciranje. Tako da to je zdaj največja investicija tudi za naslednje leto, oziroma še potem za leto 2027. Kar zadeva dom starejših občanov, je letošnji del vašega dela, tistega, ki ga morate sofinancirati, pravzaprav manjši v primerjavi z letom, ki prihaja, ne? Pri domu je praktično naša investicija zaključena, ker financiramo samo zunanjo ureditev pa dovozno cesto. Tako da, kar se občine tiče, je za nas investicija praktično zaključena. Kanalizacija in ostali projekti, ki so v teku še, finančno gledano? Zdaj za kanalizacijo Češnjica pri Moravčah skupaj z rekonstrukcijo čistilne naprave. Finančna konstrukcija je popolnoma zaprta, vse pogodbe so podpisane, tako da zdaj je izvajanje v zaključnih fazah. Vsak dela se morajo zaključiti do konca marca. Smo pa, kot je že župan omenil, za vsega skupaj 2,5 milijona investicije, 1 milijon evrov dobili od ministrstva. Ravno pred kratkim je bila še pogodba podpisana, tako da so vse formalnosti, da lahko začnemo vlagati zahtevke za sredstva, izpolnjene. So pa potem za prihodnje leto večji stroški, kar je vaše udeležbe pri zdravstvenem domu v Domžalah? Da, to pa drži, ja. Zdravstveni dom je trenutno izbor izvajalca, tako da računamo, da bo gradnja na polno se pričela v naslednjem letu. Glavnina naših odhodkov bo pa potem v letu 2027. Potem pa, če omenim še projekt na vodovodnem področju, trenutno je že v poskusnem obratovanju filtrirna naprava Hrib. To smo v celoti financirali z našimi sredstvi. Smo pa dobili odobreno iz dogovora za razvoj regij cirka 600.000 sofinanciranje, iz katerega bomo izvedli vodohran Drtija ter novo primarno povezavo med vodohranom Drtija in Moravčami. S to investicijo se bo občani so letos opazili, da kljub temu, da je bilo kar nekaj padavin čez poletje, so imeli prepoved zalivanja vrtov,
To je iz tega naslova, ker vodohran Drtija je čist premajhen in primarna povezava, tako da zaradi povečane porabe sistem ne zdrži, vodni vir je pa zadoščal. Spoštovane gledalke in gledalci, tokratni župan pred mikrofonom sta bila kar dva gosta v tej oddaji. Moravški župan dr. Milan Balažic in direktorica občinske uprave Petra Perger. Obema hvala za pogovor, vam pa hvala za pozornost.